Živijo, živijo. Dober dan, dragi moji. Evo, danes pa iz prečudovite narave. Tudi to se da. In tudi to so bile vedno moje sanje, da lahko iz narave delam, iz narave vam sporočam. Upam, da me dobro vidite. Telefon imam na drevesu, tako da prosila sem vesolje, da mi nekaj, ker nimam zdaj stojala zraven, ne, da lahko telefon položim. In upam, da se mene v redu vidi, bolj mehna sem, ampak ok, od zadnji vidite reko Savinjo, mojo reko iz mojega kraja. Tule čudovit sonček in upam, da se mene ok vidi. Napišite mi pol odspodaj v komentarje, prosim, če ste me v redu videli, če ste me v redu slišali. Tako da še lahko večkrat iz narave pol posnamem video. Danes gremo na eno čudovito metodo, ki se ji reče izpuščanje želje, ali pa se pravi, da nismo vezani na željo. Zakaj je to zelo pomembno? Ker spuščanje želje, ko mi, kako bi to rekla, odpustimo, spustimo željo, šele takrat resnično pridemo do manifestacije željenega. Ker dokler smo mi vezani na to željo, dokler smo mi sporočamo vesolju, da to potrebujemo, da brez tega ne moramo živeti, da smo brez tega nesrečni, da smo brez tega žalostni, da smo brez tega v pomanjkanju in dobimo še več tega pomanjkanja. Dobimo še več, se pravi, tega, kar ne želimo. In zato je, evo, moji kužki ne tekajo, ampak lajajo, teka pa ena druga sva. Ok, se pravi, vesolju sporočamo, jaz to potrebujem, jaz to rabim, jaz sem brez tega nesrečen, jaz brez tega ne morem živeti. Ok, in zdaj se bomo mi v tem videu naučili spustiti to željo. Se pravi, ko nekaj ne potrebujemo več, vibriramo, da to imamo. In ko to imamo v občutku, sporočamo vesolju, jaz sem srečen, jaz to imam, jaz tega ne potrebujem, zato da bi bil bolj srečen, bolj izpolnjen, bolj ne vem kaj, in vesolje nam lepo to dostavi. Se pravi, če gledamo zdaj še tule en traktor, upam, da tole ni preveč moteče, ljudje, ki imajo denar, da pogledamo en primer, se pravi, a oni delajo kakšne metode, kakršnekoli korake za to, da bi imeli denar. Ne delajo. Se pravi, vesolju sporočajo, jaz imam denar in vesolje jim lepo dostavlja še več denarja. A ljudje, ki smo zdravi, delamo kakršnekoli metode za zdravje. Afirmiramo za zdravje, vizualiziramo sebe zdravega, meditiramo meditacije za healing, za zdravje. Ne. Enostavno smo zdravi in ne uporabljamo dobenih metod in korakov zato, da bi bili še bolj zdravi. Razumete? In vesolju sporočamo, jaz sem v obilju zdravja in nam da vesolje še več zdravja. Ok, tako to gre, Ana. Se pravi, vibriramo, da imamo. In oseba, ki nekaj nima in ki si to želi oziroma potrebuje, vesolju ves čas sporoča, jaz sem v pomanjkanju in dobi še več tega pomanjkanja, še več tega, kar si ne želi. Jaz upam, da je razumljivo. Napišite mi odspodaj v komentarje, mogoče kak vaš aha moment, mogoče kaj, karkoli se vam je zdaj porodilo. Aha, zaradi tega nimam v svojem življenju še, zato ker kar naprej vesolju sporočam, da to potrebujem. In zdaj se bomo učili spustiti to želje. Se pravi, ključ vsega je, poanta te zgodbe je, želi si, ampak ne potrebuje. Ok. Zdaj, na tem mestu bi vam res priporočala avtorja Martina Kojca, knjigo Učbenik življenja, kjer je lepo to opisano, se pravi, zaupanje v to prasilo, zaupanje v vesolje, zaupanje v Boga, zaupanje v zakon privlačnosti. Ok, in tudi spodaj v opisu
videa, vam bomo zraven pripeli darilo, evo, to je moje darilo za vas, knjigo Martina Kojca, Učbenik življenja. In res vam svetujem, da ga preberete. Se pravi, z eno osebo, recimo, sem delala coaching 1-na-1 in oseba je bila strašno v pomanjkanju na enem področju. Kaj je delala? Ves čas je usmerjala svoj fokus v to, kar nima, namesto da bi usmerjala svoj fokus v to, kar ima. In potem z mojo pomočjo smo šli čez ta proces, da smo se naučile dati fokus na to, kar pa ima zdaj ta trenutek. Se pravi, tu je zelo pomembna hvaležnost. Tu bi vam res rada iz srca priporočala, da vadite hvaležnost. Včeraj sem bila prvič v življenju v zaporu, sem imela tam predavanje s krasnimi dušicami. Res, jaz sem se toliko fajn imela med njimi, kot se še nisem nikoli na nobenem predavanju imela. Toliko so sodelovali, spraševali, bili odprti, srčni, nasmejani, odprti za nove informacije, da vam jaz res ne moram povedati. Sem globoko hvaležna za to, da sem bila en delček njihove zgodbe, da sem jim dala majčkeno upanja. In kam lahko ti ljudje, ko so recimo v zaporu, dajo fokus, da se je njihovo življenje spremenilo, oziroma da bojo začeli ustvarjati življenje, ki ga želijo živeti. Na hvaležnost. Vseeno so pa še lahko hvaležni za to, kar imajo. Streho nad glavo, hrano dobijo vsak dan, imajo, bolj star pa, nič kaj posebnega, imajo fitness, imajo sprehode, imajo razne predavatelje dobijo. Kakorkoli. Lahko pa ves čas gledamo na to, kar nimamo. In ravno ta oseba, ko sem z njo delala 1-na-1 coachinge, je bila v totalnem pomanjkanju. Ves čas v tem, kar nima. Skozi fokus na tem. Jaz sem v pomanjkanju denarja. Ona si je želela partnerja. Jaz si želim partnerja. Jaz si želim novo službo. In kaj je delala? Vesolju je sporočala, da je mi še več tega, kar nimam. To je zakon privlačnosti, dragi moji. To, kar vibrirate, to boste dobili. Vesolje je fotokopirni stroj. Vaša misel ustvarja vaše življenje. Vaš občutek ustvarja vaše življenje. Ker in misel in občutek imata vibracijo, na podlagi katerih ustvarjamo, kreiramo svoje življenje. Se pravi, hvaležnost je ključ da dobite to, kar si želite. Se pravi, še več, vesolje vam bo dostavilo še več dogodkov, še več stvari, še več ljudi v vaše življenje, za katere boste lahko hvaležni, če boste vadili hvaležnost. In s tem boste tudi spuščali željo, odzadaj boste željo spuščali, ker ne boste imeli takega hrepenenja potem, da bi dobili to, kar želite in boste hrepenenje spustili. Se pravi, ko ste pa nehvaležni, imate pa ves čas fokus na to, česar nimate. A se to razume? A dosti razumljivo povem? Jaz vam predlagam, da hvaležnosti zapisujete. To so mi tudi včeraj na predavanju postavili to vprašanje. Ja, pa se jaz se zahvalim za to, kar imam vsak večer. Ne, dragi moji, pišite hvaležnosti. Smo v materialnem svetu, smo v svetu, kjer se prizemlji določena stvar, ko jo mi zapišemo. Drugače je v luftu, drugače je tu nekje. In to ni Vsak večer zapišite 10 hvaležnosti za to, za kar ste tekom dneva lahko hvaležni. In verjamete, da jih boste našli. Vsak jih lahko najde, ker vsak od nas živi vsaj eno obilje, vsaj eno stvar, za katero je lahko hvaležen. A imate oči, zdaj mene gledate, imate zdrave oči, če me ne vidite, če ste slepi, pa imate zdrava ušesa. Že zaradi tega ste lahko najbolj srečen človek na svetu. Nik Vujčič, nima ne rok, ne nog, pa je najbolj srečen človek na svetu. Lahko bi pa vso svoje življenje deval fokus na to, da nima rok, da nima nog, objokoval samega sebe, bil v vlogi žrtve, bil se smilil sam sebi
tako pa pomaga tisoče in tisoče milijonom ljudem po celem svetu, zato ker se ne smil sam sebi. In je iz tega, kar ima, izvlekel najboljše, potegnil ven najboljše. In to živi. Ok. Samečkem, da gre tale traktor mimo. Se pravi, če boste vi, to je še zelo pomembno, ves čas devali fokus na to, kar nimate, če boste ves čas devali fokus na to, kar nimate, boste po zakonu privlačnosti izgubili še to. Tako da pasne. Kako začeti, recimo, vaditi hvaležnost ali pa spuščati željo? Vam bom še kasneje povedala. Kako pa začeti? Enostavno začnete. Vzamete zvezek, napišete gor zvezek za hvaležnosti ali pa zvezek hvaležnosti ali pa hvaležnosti in vsak večer zapišete 10 hvaležnosti. Ok, jih bomo zdaj skupaj povedali. Jaz sem hvaležna, da občutim sonce na svojem telesu. Hvaležna sem, da imam 2 zdravi roki. Hvaležna sem, da imam 2 zdrava otroka. Hvaležna sem za vso obilje, ko me obdaja. Hvaležna sem za naravo. Hvaležna sem za svoje lase. Hvaležna sem za svoje zdrave oči. Hvaležna sem za zdrave telo. Hvaležna sem, da imam 2 zdravi nogi, ki me peljete od točke A do točke B. In tak naprej, da vidim zvezde, sonce, vesolje, oblake, nebo, drevesa, reko, traktor slišim, vidim ga, ok, da vidim rdečo barvo. Veste, koliko ljudi na svetu ne more nikoli v življenju videti rdeče barve in nikoli v življenju je ne bo videl. Ampak, ok, zdaj smo malo skrenili, tema tega videa ni hvaležnost, tudi je, ampak da vas jaz naučim, da vam pomagam pri tem, kako bi vi lahko to željo, to hrepenenje, ko si nekaj tako fej želite, denar, partnerja, novo hišo, novo avto, zdravje, spustili, okay, da bi lahko naredili prostor, da to do vas pride. In kako nekaj izpustiti? Torej, si želite ljubezen, želite denar, želite novega partnerja, želite novo hišo, želite novo kuhinjo, želite avto, hišo, novo službo, karkoli. Kaj če vam jaz zdaj rečem? Dobro me poslušajte. Da nikoli v življenju tega ne boste dobili. Kaj, če vam jaz zdaj na tem mestu rečem? Da nikoli v življenju ne boste tega imeli. Malo razmislite, kako se ob tem počutite. Kako se počutite ob tem, da vam na tem mestu rečem, nikoli v življenju ne boste imeli otroka. Nikoli v življenju ne boste zamenjali službe. Nikoli v življenju ne boste sploh imeli avtomobila. Nikoli v življenju ne boste imeli partnerja. Do konca življenja boste samski. Kako se ob tem počutite? Kaj zdaj? Kaj zdaj narediti? Kako vam je? Napišite tu vaše aha momente od spodaj v komentarje. A vam dam en nasvet. Vreden zlata, vreden milijonov, na svet, ki vam bo spremenil življenje. Pejte, sam pojdite in uživite v tem, kar imate. Ok, bom ponovila. Pojdite in uživajte v tem, kar imate tukaj in sedaj. Ok. Uživajte v tem avtomobilu, ki ga trenutno imate. Uživajte v tej službi, v kateri trenutno ste. Uživajte v tem stanovanju, ki ga trenutno imate. Uživajte v teh otrocih, ki jih trenutno imate. Uživajte. Uživajte tukaj in zdaj. Zakaj je to pomembno? Ker tudi, ko boste dobili novo službo, novega partnerja, takega sanjskega, ne vem, 10.000 evrov na mesec, 10 kilogramov manj, tudi takrat ne boste znali uživati, ker tudi
takrat boste nekaj našli, kar nimate, da se boste lahko smilili sami se, pa bili nesrečni. Ok, tudi takrat boste nekaj našli. Ker če v trenutku zdaj niste srečni, če v trenutku zdaj ne vidite vseh lepot, ki vas obdajajo, jih tudi takrat ne boste videli, ko boste dobili te vaše milijone, ko boste dobili tega vašega partnerja, ko boste dobili to vaše sanjsko življenje, po katerem hrepenite. Pa malo razmislite o tem. Samečkem, da se nadiham. Najboljše, kar lahko izlušite iz tega, kar imate. Trenutno nimate denarja. Ok je. Izluščite najboljše, kar lahko iz tega. Kaj pa imate? Kaj pa imate? Kaj pa imate, dragi moji? Kaj pa ta trenutek imate? Kaj imate zdaj v tem trenutku, da ste lahko srečni, radostni, veseli, izpolnjeni? Kaj imate? In ravno hvaležnost, fokus na to, kar imate, vas bo pripeljal do tega, kar si želite. In s fokusom na to, kar imate, boste vi spustili vaše želje, po katerih hrepenite. Glejte, delam z vami, delam z ljudmi, delam coachinge, predavam, delam 1 na 1. In vidim, da je ves čas poanta v tem, da si nekaj želite in da hrepenite po tem. Da ste nesrečni, zato ker tega nimate. Ampak tudi, ko boste to dobili, boste nesrečni, ker če ste v trenutku zdaj nesrečni, boste tudi pol nesrečni, ko boste to imeli. Ker pa boste pa nekaj druga najdeli, kar nimate. Zdaj, ta trenutek, ok, vam Nataša govori, nikoli v življenju ne boste dobili tega, kar si želite. Nikoli. Nikoli. Kaj če je to res? Kaj če jaz vidim vašo prihodnost? Kaj boste zdaj naredili? Začnite uživati s tem, kar imate. Ok, tu se skriva ključek, tu se skriva vsa magičnost, tu se skriva vsa čarobnost tega življenja. In na tak način boste spustili svojo željo. Ker ko imate vi ves čas fokus na tem, kar nimate, vam to življenje dostavlja. In ravno zaradi tega, ker imate fokus ves čas na tem, kar nimate, v vaše življenje to ne more pristi, ne vem, karkoli, ok. Ne bomo se zdaj tu šli pravilne književnosti, ker nisem glih, sem iz spodnje Savinjske doline in se ne bom trudila, ok. Se pravi, ves čas opažate, pazite zdaj, to je zelo pomembno. Se pravi, fokus imate na želji. Tako sem že prej rekla, nič ni narobe s tem, da si želite, ampak želite si, imejte velike želje, ampak ne potrebovati tega, ne hrepeneti po tem. Bodite vse, kljub temu srečni, tudi če tega nimate. Ok, in ko imate ves čas fokus na tem, česar nimate, ves čas to potrebujete, opažate, da tega nimate. In poanta nikoli ni, dragi moji, v manifestaciji, nikoli ni poanta v tem, da nekaj pride od zunaj in da vas bo to srečno. Tule noter imate. Se malo dvignem, se vidi? Ok. Ne? Tu noter imate ta občutek, tu noter imate vse. Vse je že v vas. In če boste pogledali, kaj ta trenutek imam, da sem lahko srečen, hvaležen, srečna, hvaležna, zadovoljna. Ok, tudi če imate minimalno plačo, pa ful blesavo službo, sem ok, kaj mi pa ta plača da? Lahko plačam položnice, nekaj mi še ostane za hrano, imam zdrave roke, imam zdrave noge in nikoli ne vem, kdaj bo tisti dan, ko bom točno v tej službi nekoga srečala, ki mi bo pripeljal do moje sanjske službe. In
če se ne boste naučili, ali pa če se ne naučite biti v trenutku zdaj in uživati v njem, uživati v potovanju do vaše manifestacije, dragi moji, v tem je ključ, v potovanju. Vse bo prišlo do vas, ker če ste na tem kanalu, sigurno bo vse prišlo do vas. Ok, vse bo prišlo do vas. Ampak je pa hitrost tega, vemo, da časa ni. Tako da bom rekla, kako hitro bo pa karkoli prišlo do vas, je pa odvisno samo od vas, od nas samih, od nobenega drugega. Od te srčne želje in namere. Ana, prva se začne za srčno željo in namere. Zakaj si nekaj želim? Ne? In tako sem že povedala, tudi ko boste dobili tega vašega sanskega partnerja, ne vem, zakaj mi danes ti partnerji grejo po glavi, tudi ko boste dobili tega vašega sanskega partnerja, če vi v tem trenutku niste srečni in zadovoljni in izpolnjeni, tudi takrat ne boste. Ok, to sem si ključne točke napisala, da me ne potegne preveč, se veste, mene hitro potegne in pa bi lahko video trajal 3 ure. In da še ponovim vse skupaj. Željte si, ampak ne potrebujte. Ključ vsega je v sedanjem trenutku, ključ življenja, vsega tega, kar si želite, je tukaj in zdaj. In predlagam vam, ali pa naj bo moje slovo, ne slovo je taka beseda, kako bi to rekla, da se od vas za danes poslavljam z mislijo, pa počakajte še malo, ker nekaj še sledi, ampak da video zaključim, pejte uživati in živeti s tem, kar imate. Ok. Rečite sami sebi, grem živeti življenje s točno tem in točno v tem trenutku s tem, kar imam. Živeti življenje pomeni biti srečen, biti radosten, biti zadovoljen, biti hvaležen s tem, kar imam. In s tem, kar imam v tem trenutku, bom naredil največ, kar lahko, bom naredila največ, kar lahko in bom izlušila iz tega najboljš, kar lahko in bom v tem trenutku spustila vse svoje želje, vso svoje hrepenenje in se bom fokusirala na to, kar imam. Ok, 22. se vidimo v mojem žalcu na brezplačnem, fenomenalnem predavanju, kjer bom govorila poglobljeno o meditaciji in vizualizaciji. Prijazno vabljeni. 19.3. pa v Ljubljani ekskluzivni dogodek, kakršnega še ni bilo v Sloveniji. Moj gost bo Nenad Petkovič iz Beograda. Govorila boma o vsem, kar si želite, vsem, kar mi pišete. Tako da prijavite se na dogodek, bom dala zelo malo danes, jutri, najkasneje ven obrazec, s katerim se boste lahko prijavili na dogodek. Pa 5.3. se pa vidimo v Gornji Radgoni na predavanju Moja pot iz tistega, kar mi ni bilo fajn, v to, kar mi je danes super. Od spodaj pod videom v opisu videa bo napisano vse, kar se tiče teh predavanj, kje bojo, kdaj bojo, še kaj sem pozabila, rada vas imam, lepo se smejte se, življenje je čudovito in začnite ga živeti. Kdaj ne, kdaj, če ne zdaj. Ok, čau, čau.